Danes bi vam rada predstavila najnovejšo, že 51. knjigo v zbirki Opera Instituti Arheologiki Slovenije, ki jo izdajam na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU. V monografiji s soavtorjem Daninom Breščakom predstavljava analizo arheoloških izkopavanj grobišča Vrdum pri Stopičah. Gre za eno redkih v celoti raziskanih večjih grobišč pozno-prazgodovinskih in pa rimskih podeželskih skupnosti na območju današnje Dolenjske. Grobišče je ležalo ob stari prazgodovinski poti, ki je tekla po severnih obronkih Gorjancev. Odkrito je bilo po naključju med kmetijskimi deli, nato so sledila zaščitna arheološka izkopavanja, ki so potekala med letoma 1983 in pa 1991. Raziskave je vodil soavtor monografije, ki je bil tedaj zaposlen na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine območna enota Novo mesto. Grobišče je zaradi svojih bogatih najdb že kmalu po odkritju pritegnilo pozornost slovenske in tuje arheološke stroke. Posamezni predmeti in grobovi so bili vključeni v številne objave, celovita znanstvena analiza grobišča pa je bila vse do te monografije eden od ključnih bankov slovenske pozno-prazgodovinske in pa rimske arheologije. Monografija v 7 poglavjih prinaša natančno dokumentacijo 254 grobov z bogatim grobnim inventarjem, analizira pogrebne prakse in pridatke ter grobišče umešča v širši regionalni in pa kronološki okvir. Najstarejši dobro datiran grob na grobišču sega v konec mlajše železne dobe. Po svojih značilnostih ga lahko povežemo z tako imenovano mokronoško skupino, ki jo povezujemo s plemensko zvezo pod vodstvom keltskih tauriskov. Izstopajo grobovi z orožjem. Ti kažejo, da so bili moški člani skupnosti, ki je pokopavala na omenjenem grobišču med koncem 1. stoletja pred našim štetjem in pa v prvi polovici 1. stoletja našega štetja rekrutirani v pomožne enote rimske vojske. Sočasni ženski grobovi pa pripovedujejo drugačno, nekoliko bolj zadržano zgodbo. V njih lahko opazimo zelo postopno sprejemanje rimskih vplivov in pa vztrajanje nekih starejših domačih tradicij. Ta kontrast nam v bistvu govori o tem, da romanizacija na tem območju ni bila nek enoten ali hiter proces, ampak gre za nek zelo kompleksen in pa večplasten pojav. V drugi polovici 1. stoletja in pa prvi polovici 2. stoletja našega štetja opazimo izrazit porast števila grobov, kar povezujemo z rastjo skupnosti, verjetno v zvezi z gospodarskim razcvetom in pa procesi rimske urbanizacije Dolenjske v tem obdobju. Najmlajši grob na grobišču pa sodi v zadnjo četrtino 3. stoletja, opustitev grobišča pa povezujemo s širšo politično in pa gospodarsko krizo rimske države v tem obdobju. Knjiga je nastala v okviru raziskovalnega programa Inštituta za arheologijo ZRC SAZU v podpori ARIS-a. Za konec bi rada dodala še, da si lahko izbrane predmete iz grobov ogledate tudi v živo in sicer v okviru stalne razstave Dolenjskega muzeja Novo mesto.